dveh občinah, kar se tiče državne infrastrukture, torej Konjice in Zreče. Z obema županoma smo se usedli in se pogovorili o aktualnih infrastrukturnih projektih v omenjenih občinah. Zlasti, kar se tiče slovenskih Konjic, zagotovo obvoznico smo omenili, cesto skozi Ziče, pa ostale odprte stvari, ki jih še imamo, preplastitve, rekonstrukcije. Enako pri Zrečah, velja pa izpostaviti seveda dva pereča problema, in sicer kamnolom, Brinja gora, ter seveda tudi Stranice. To je izziv zdaj na treh straneh in dogovor je, da se skupaj s civilnima iniciativama pri obeh kamnolomih ter tudi z županom občine Oplotnica v začetku naslednjega leta sestanemo na strokovni ravni, pa pogledamo, kakšne so rešitve, da bi na eni strani lahko zagotovili normalno kakovost življenja lokalnega prebivalstva, ter na drugi strani, da bi seveda v skladu z zakonodajo reševali probleme. Veste, da so tukaj podeljene koncesijske pogodbe v skladu z zakonodajo, vemo pa tudi in se tega zavedamo, da prihaja do neprijetnosti zlasti s strani občank in občanov in da bo potrebno v zelo kratkem času najti tudi ustrezno rešitev, sicer je to sobivanje v bistvu praktično nemogoče. Sem vesel konstruktivnega sodelovanja z obema občinama, skupaj z našo direkcijo, z direktorico gospod Herga. Na mesečni ravni potekajo diskusije o aktivnostih, ki se vodijo v obeh občinah. Torej, v proračunu imamo dovolj denarja, tudi za naslednje 2 leti, da se bodo infrastrukturni projekti v Konjicah in v Zrečah odvijali tako dobro in kakovostno, kot so se do zdaj. Veliko je bilo narejenega v zadnjih letih, no, tako da s tem tempom je treba nadaljevati, da bo bila mobilnost tudi boljša in da bo tudi zagotovljeni boljši pogoji za samo gospodarstvo. Kar se tiče Zreč, še to, omenjen je bil nov daljnovod tudi. Tukaj naj povem, da smo v lanskem letu stopili res na plin, ko smo bili soočeni s to problematiko v nastopu mandata in da leta 2024 nekje se bi začela sama gradnja in zaključila potem leta 2027-2028. Zlasti imamo tukaj tudi močna gospodarstva, ki so odvisna od napetosti, od daljnovoda in tako naprej, in absolutno bo tukaj država skupaj z energetskimi družbami pomagala. Hvala. Ja, torej izražam eno veselje ob tem obisku, torej poudaril bi dobro sodelovanje z direkcijo, ki imamo že dalj časa. Veliko projektov se občine dogaja in se še bo izvajalo. Imamo tudi probleme, ki bomo seveda tudi v nekem dogovoru rešili. Navsezadnje veliko projektov imamo predvidenih, kot je povedal minister, torej pločnik Žiče, avtocesta, to je 900 metrov, krožišče Zeče, obnova ceste Konjice Stranice. Torej projektov je veliko in veselim se nadaljnjega dobrega sodelovanja. Ja, lep pozdrav najprej tudi vam. Ja, tudi jaz sem vesel, da smo lahko skupaj z gospodom ministrom šli skozi vse razvojne projekte, ki jih dejansko snujemo skupaj z ministrstvom in pa seveda direkcijo za infrastrukturo. Teh je kar precej, gre za 7 projektov, največ jih imamo seveda na regionalni cesti od Zeč, Olipja do Rogle, potem tudi na Stranicah in seveda tudi rešitve v okviru načel trajnostne mobilnosti na Rogli. Spregovorili pa smo seveda tudi o perečih točkah, to je kamnolom Stranice in pa kamnolom Brinjeva gora. Sestanek v Zavrču, absolutno glede lokalne problematike za infrastrukturo s cestami. Gre za obmejno občino, ki je tudi drugače lokalno krfajno obremenjena, zlasti v poletnih mesecih. In bomo temu naslovili v bistvu glavnino vprašanj, na kakšen način urediti prometno problematiko, sam tranzit in tako naprej. Prvič gremo v Zavrč, oziroma drugič gremo zdaj v Zavrč, ampak tokrat res samo v Zavrč, ne pa še zraven drugih občin. Zagotovo pa hitra cesta Ormož-Ptuj, prva in druga etapa, Ormož-Gorišnica, za katero je že pridobljeno gradbeno dovoljenje, in druga etapa Gorišnica-Markovci. Mene žalosti, da se vleče pridobivanje postopkov okoljevarstvenega dovoljenja in da Zavod za varstvo narave Maribor vedno se najdejo novi problemi, zakaj ne dobimo gradbenega dovoljenja, kljub temu, da smo tukaj res pridni, pa delamo vse, kar moramo skupaj z Darsom. In celo
se to osporavanje dotika že izdanega gradbenega dovoljenja za prvo etapo. Ne. Kar se pa tiče tretje etape, pa ta trenutek skupaj s civilno iniciativo, pa tudi župani, zlasti župani Ptuja, bomo zelo hitro najdli tudi končno rešitev, optimizirano traso in s tem bo ta celota zaključena. Vem, zanima vas, kdaj bomo gradili. Gradili bomo takoj, ko pridobimo gradbeno dovoljenje in uskladimo vse podrobnosti z Zavodom za varstvo narave glede zaščite ptic. Ne. Tukaj je Dars naredil celovito študijo, dobili so izvajalce za te študije, žal pa je bila tudi ta študija zavrnjena oziroma jo je potrebno sedaj dopolnjevati. Jaz to obžalujem, da to traja, kajti izvajalec del, razpis že poteka in mi izvajalce lahko dobimo zelo hitro. V bistvu mi čakamo gradbeno dovoljenje, želimo pa si, da gradimo začetkom pomladi. Še nekaj bi vas vprašala, danes ste bili na obisku tudi v Šentjurju. Na kaj so vas opozorili tam oziroma kaj je bil namen obiska v Šentjurju? V Šentjurju sem bil zlasti pri enem podjetju, in sicer pri podjetju Prah, šole vožnje in tako naprej. To spada tudi pod moj resor. Predstavljali so mi, na kakšen način v bodoče usposabljati poklicne voznike tovornih vozil, kakšni so izzivi. Veste, da pač vedno manj tovrstnih poklicev, prihajajo ljudje iz drugih kultur, iz drugih držav in recimo, da je to podjetje Prah je eno izmed tistih, ki se tega zaveda, da pač potrebno zagotoviti dodatno usposabljanje za voznike in tako naprej, če želimo imeti zagotovljeno tudi varnost na samih cestah. Drugače pa v Šentjurju, kar se tiče infrastrukturnih projektov, smo bili že večkrat in potekajo kar velike investicije. No. Zlasti Ponikva, Šentjur pa tako naprej se odvijajo investicije po planu. Naj tukaj omenim tudi pomembnost, ne, kolesarski turizem in kolesarsko povezavo Šentjurja preko Šmarij do Rogaške Slatine, Rogatca in tako naprej. To smo vse v tem mandatu naredili in na to sem res ponosen, s temi občinami izvrstno sodelujemo. No. In investicije grejo naprej, želim pa si, da čim prej bi lahko naredili, prišli do vseh postopkov in se tudi uskladili glede obvoznice Šmarje pri Jelšah. Kaj pa Protect Trade, vulkanizerstvo, na kaj so vas tam mogoče? Na tam smo pa se gotovo opozorili na to, da pač kot okolju prijazna država moramo poskrbeti v to, da pač obrabljene pneumatike ne grejo takoj stran v sežigalnice, ampak da se lahko obrabljene pneumatike tudi potem na novo servisirajo, predelajo in so nazaj lahko v uporabi. V tujini zato obstajajo določene spodbude za podjetja, kot tudi za prevoznike pri nakupu tovrstnih pneumatik. Ne. Pri nas to še ni celostno urejeno in ravno na to so me opozorili. Z veseljem prisluhnem, to so res krasna podjetja, ki ustvarjajo lepe prihodke, družinska podjetja, obrtniška podjetja, ki so hrbtenica slovenskega gospodarstva. Kakšna pa je prihodnost, ima država kaj v kratkem v planu to urediti? Ne, zdaj smo bili soočeni s situacijo, bomo pogledali, kakšne so možnosti, kakšne so tudi evropske direktive, kakšne so naše pristojnosti in potem tudi seveda bomo ukrepali. Hvala lepa. Hvala.